pojasniti, zakaj je potrebno takim projektom v Zasavju odločno nasprotovati in reči ne. Za lažje razumevanje bom preletela malce zgodovine tega dogajanja, ker tale zgodba o sosežigu in sežiganju odpadkov v Trbovljah je precej daljša. Ozrla pa se bom na zadnje desetletje in pričela z Erikovo študijo, ki je bila izdelana v letu 2001 in je že takrat, bila je to ena kompleksna študija, ki je pokazala vse segmente okolja in zaključek te študije pa lahko strnemo v en stavek in povemo, da je bilo odsvetovano vnašanje kakršnihkoli novih tehnologij v Zasavje, zaradi tega, ker so samočistilne sposobnosti v našem okolju nikakršne. V letu 2003 postane naša cementarna že francoska in takrat se je spremenilo že gorivo. Oni so takoj prešli na petrol koks in opazili smo, da so se takrat močno dvignile emisije benzena in organskih spojin, ki jih izražamo tako lukratico oziroma skupni organski oblik. Mi smo na to takrat opozarjali, ampak nekako naša občina Trbovlje na ta opozorila ni reagirala naprej, ne poznej. Leta 2009 smo prišli do dovoljenja za sosežig odpadkov, potem se je ARSO izdal IPPC dovoljenje, cementarni za proizvodnjo cementa in za sosežig odpadkov. In po našem prepričanju s tem upeljavljajo naše okolje tudi nova onesnažila. Preletimo še na hitro nasprotovanje javnosti, kako se je dogajalo. V letu 2004 se je organizirala ena civilna iniciativa za zdravo okolje v Trbovljah in zbrala 2000 podpisov proti sežiganju odpadkov. Nato je bila izvedena leta 2005 še anketa v zasavskih občinah, kjer je bilo zbranih 11.700 podpisov proti sosežigu. V Zagorju je bil pa lani izveden celo referendum posvetovalni, kjer pa se je 94% udeleženih izreklo proti. Vse skozi so bili pošiljani na ARSO in MOP številni pisni proti argumenti strani civilne družbe in kasneje, zdaj se je izkazalo tudi, da se je ugotovilo, to so pravniki ugotovili, da je bilo v tem postopku izdaje dovoljenja storjenih 42 napak in 31 nedoslednosti. Zdaj pa nekaj argumentov. Relief Zasavja, to je znanstveno dokazano dejstvo in splošno znano dejstvo, da Zasavje oblikujejo zaprte doline, kjer je slaba preleženost in v toplotne inverzije pa so prisotne približno 1/5 leta. To je že zdavnaj vse dokazano. In v takem okolju bi smele biti emisije kakršnekoli minimalne. In tudi Evropska IPPC direktiva pravi, da je potrebno pri izdaji takšnih dovoljenj upoštevati moment reliefa in okoljske posebnosti, kjer take naprave stojijo. V praksi take prizore poznamo bolj ali manj vsi, tudi dimodilnik, ki sega na inverzijsko plast. To je pa v praksi še en drug pogled, kjer lepo vidimo, kako se te odpadni plini lepo razširjajo v teh naših dolinah. Seveda v teh dolinah živimo ljudje in onesnaženo okolje vpliva tudi na naše zdravje. Prejšnji teden je bila zaključna konferenca v Zagorju projekta Zdravje za Zasavje, kjer so pokazali tale graf, ki je objavljen tudi v časopisu, in kazalnik zdravja umrljivost pred 65 letom. Takšen graf lepo pokaže notranjo moč neke populacije, ker vidimo, da
prav naše tri občine, Trbovlje, Hrastnik in Zagorje, močno odstopajo od tega slovenskega povprečja v proizvodnji umrljivosti. Kar pa niti ni čudno, ker umrljivost je samo vrh ledene gore, ki iz te piramide ven, delež prebivalcev, ki pa so ogroženi s tem onesnaženjem, je pa prikazan na tej dolgi velici tega trikotnika, kjer na dolgi rok deluje obremenitev organizma z onesnaževanjem. In nekaj časa traja, da pride do teh fizioloških sprememb, stresi in boleznosti. In pravzaprav ta prejšnja slika lahko pokaže to moč neke populacije, ker lahko z drugimi besedami tudi rečemo, da je naša populacija bolna. V zvezi z zdravjem bi jaz mogoče omenila še obstojne organske spojine, o katerih se zelo malo govori. In sicer so to dioksini in furani in pa PCB, heksaklorbenzen, pa še nekatere druge take spojine, ki jih tudi Štokholmska konvencija prepoznava kot zelo nevarne, ker so obstojne in nerazgradljive in zavezuje države pogodbenice, tudi naša država je ratificirala, da se zavejo teh zdravstvenih problemov in težav, ki so posledica lokalne izpostavljenosti prebivalcev, pač obstojnih organskim onesnažilom, zlasti pa imajo vpliv na ženske in s tem na bodoče rodove. Ker dioksini se kopičijo v maščobah v telesu, telo jih ne more izločiti, razni izločajo se preko posteljice in preko mleka po porodu. In cementarna takih filtrov za čiščenje dioksинov nima. Po naših informacijah, oziroma po tem, kar smo videli iz monitoringov in meritev, pa te količine niso v našem okolju zanemarljive. Okoljevarstveno dovoljenje je bilo, kot smo že omenili, izdano julija 2009 Lafargeu za sosežig odpadkov in sicer zaenkrat za 100 ton odpadkov na dan za 5 let. Za 15.000 ton plastike, odpadna olja in gume se lahko sežigajo v tem napravi. Jaz bi omenila tale odpadna olja, vsak tak odpadek ima tudi svojo klasifikacijsko številko in je vpisan v register odpadkov in nekateri med njimi imajo tudi oznako, da so nevarni. Večina olj ima to oznako in nekatera olja vsebujejo lahko celo majhne količine PCB-jev. In mi smo prepričani, da smo s tem vnesli v naše okolje novo onesnažilo, ki se mu reče PCB. Preračunali smo na količino, ki je dovoljena za odpad in smo prišli do ene številke, da se bo skozi te peči sežgalo v 10 letih 1 tona PCB-ja, kar ni majhna številka. In spomnimo se na krupo, kaj se je s temi stvarmi v Sloveniji že zgodilo. Zdaj pa še mogoče to razmisljen pomemben poudarek. Arso je izdal dovoljenje za sežig odpadkov v napravo, ki je locirana v okolju, kjer morajo biti emisije minimalne, tudi Evropska direktiva predvideva v zvezi s tem, da se upošteva previdnostno načelo. Dovolili so pa onesnaževanje v primerjavi z sežigalnicami, govorim, za prašne delce v obsegu 3 sežigalnic, za dušikove okside v obsegu 4 sežigalnic, za benzen, ki je rakotvorna spojina v obsegu 5 sežigalnic in za skupni organski ogljik v obsegu 20 sežigalnic. Ena sežigalnica, ki deluje kot sežigalnica in je zatrejena kot sežigalnica odpadkov, sme emitirati v okolje samo 10 mg na kubični meter organskega ogljika,
Cementarna, ki soprižiga, pa je dobila ekskluzivno mejno vrednost pri nas 200 mg na kubični meter. Jaz preprosto tega ne moram razumeti. Ogljikov monoksid, ena sežigalnica, ki deluje kot sežigalnica, sme emitirati samo 50 mg na kubični meter. V cementarnah je ta emisija neomejena. In za moje pojme, ali pa za naše vedenje, take emisije visoke monoksida in drugih organskih spojin kažejo, da tehnologija izgorevanja ni primerna in v takih pečeh se sosežigati ne bi smelo. Zato čisto en kratek zaključek. Mi smo prepričani, da moramo ukrepati takoj. Argumenti so, eden od argumentov je neprimeren relief, eden od argumentov so tudi tuje izkušnje s sežiganjem. Ena cela vrsta študije, narejenih raznih resnih, ne kakih poljudnih, iz teh tujih izkušnj s sežiganjem, zlasti angleških smo mislili, gledali. Potem je nazadnje Erikova študija, ki je že pred 10 leti povedala, da take stvari v naši okolje ne sodijo. Potem pa je omenila bi zdravstvene študije, zadnja je ta študija Zavoda za zdravstveno varstvo, kjer smo to ravnorilo sem že pokazala. Tam je tudi pokazano, da je večje breme raka pri nas v Zasavju, da imamo večjo možnost zboleti za rakom kot nekje drugje, da so presežki pljučnega raka, presežki raka debelega črevesa v porastu, so pa, kar nas zelo skrbi in zelo opozarjamo na to, so pa levkemije in pa limfomi, kar nam se niti ne zdi to čudno, ker lahko to povežemo s kancerogenovimi spojinami, kakršne so benzen, ki so dokazano delujejo na krvotvorne organe. In mi mislimo, da imamo v Zasavju dovolj lastnih strokovnjakov, zlasti je treba upoštevati medicinsko stroko, našo domačo, zelo dobro vse te probleme pozna in tudi dovolj dokazov, da lahko zahtevamo takojšnje prenehanje sosežiga odpadkov v Lafarge cementu in Trbovlja. Ta problematika je sicer zelo obširna, ko bi zelo detaljno šli, kako bi imel dioksine, še v kakve druge argumente, ampak poskušala sem hkrati tiste najbolj bistvene in kar se nam zdi glavno, da se lahko temu oprema. Jaz ne poznam noben nikjer na svetu nekega mesta, kjer bi bilo posejanih 20 sežigalnic ali pa 5 sežigalnic, pa ne vem, če kdo od vas jaz ne. Tako, na kratko. Najlepša hvala.